Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Jewish World Weekly na i24 News English. Sem Emily Francis. Vsak teden se osredotočamo na zgodbe, vprašanja in osebnosti, ki so zanimive za Jude tukaj v Izraelu in v diaspori, v svetovni judovski skupnosti. In kot vedno začnemo z najpomembnejšimi zgodbami iz judovskega sveta ta teden. Poglejte. Mark Carney je dejal, da Kanada, citiram, ne izpolnjuje dolžnosti do kanadskih Judov in opozoril, da antisemitizem močno narašča. Predstavil je novo svetovalno versko skupino, ki jo vodi nekdanji senator Mark Gold, da bi pomagali v boju proti antisemitizmu. Več kot 2/3 versko motiviranih sovražnih kaznivih dejanj v državi je bilo lani usmerjenih proti kanadskim Judom, ki predstavljajo le 1% prebivalstva. Policija pregleduje nedavno ponovno odkrite posnetke iz lanskega leta, ki prikazujejo, kako je bila dama Helen Mirren zlorabljena na ulicah Londona. Oskarjeva nagrajenka je hodila s svojim možem, ko jo je moški označil za, citiram, zlobno cionistko. Mirren je Judinja, vendar je večkrat obiskala Izrael in je na platnu upodobila judovske osebnosti, vključno z Goldo Meir. Berlinski senat je odobril preimenovanje dela ceste v bližini Reichstaga v ulico Yad Vashem. Ta poteza je mišljena kot viden izraz spomina na holokaust in nasprotovanja antisemitizmu. In to se zgodi ravno v času, ko naj bi Yad Vashem odprl svoj prvi center za izobraževanje o holokaustu zunaj Izraela, s sedežem v Nemčiji. Junij je mesec ponosa in številna večja mesta po zahodnem svetu se pripravljajo na svoje letne parade ponosa. Vendar pa bo na paradi v Rimu opazno manjkal nekdo pomemben. Judovska LGBTQ skupina Keshet Italija letos ne bo ponosno vihrala svoje zastave, saj so organizatorji zahtevali, da podpišejo izjavo, v kateri obsodijo tako imenovani genocid v Gazi. Sicer jim bo prepovedano sodelovati na paradi. Seveda so to zavrnili. Zdaj se mi pridružuje Ariel Heller, predsednica Keshet Evropa in članica upravnega odbora Keshet Italija. Najprej najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Za začetek nam prosim povejte, kako ste izvedeli, da je bilo vaše povabilo preklicano in kakšen je bil vaš prvi odziv na to odločitev? Tako da sem bil dejansko na sestanku z organizatorji Roma Pride. Kaj se je zgodilo? Situacija se je začela že leta 2025, ko smo se soočili z 30 napadi našo platformo med Roma Pride 2025. Ljudje so nas klicali teroristi, morilci, čeprav nismo imeli nobene nacionalne zastave s seboj. To smo bili preprosto mi, Judje in queer osebe. Večkrat smo prosili organizatorja Roma Pride naj zavzame stališče in nam dejansko dovoli sodelovati pri koordinaciji, torej na zboru lokalne LGBTQ+ organizacije. In med sestankom 25. maja so nam dejansko povedali, da nismo dobrodošli v tej koordinaciji, pa še to ne. Povedali so nam tudi, da od letos naprej ne bomo imeli dostopa do tovornjaka med parado. In veste, imeti tovornjak ne pomeni samo vidnosti za skupnost, ampak tudi varnost. Ker po tem, kar se je zgodilo lani, si lahko predstavljate, da je za nas nemogoče varno sodelovati brez varnosti, ki jo nudi ta platforma. In tako bil sem na sestanku z organizatorji, tako sem pravzaprav eden prvih, ki je prejel informacije. Pravzaprav sem 2 leti delal za Roma Pride, tako je bil to res težek in tudi čustven trenutek zame. In potem so izdali to izjavo 5 minut kasneje, recimo 10 minut potem, ko smo končali sestanek. In uporabljali so to platformo proti tako majhni organizaciji, kot je Sketch Italija. To je vznemirjajoče, to je ogabno. In da tukaj v Evropi leta 2026 Judje še vedno ne morejo sodelovati. Ne bi rekel niti na paradi ponosa, ampak na splošno, v določenem družbenem kontekstu, kot je ta dogodek, veste. Ste v zadnjih letih dejansko opazili spremembo v vedenju do vaše skupine in drugih članov skupnosti, ne le strani organizacij, kot je Rim Pride, ampak tudi strani ljudi? Če pogledamo nazaj na naše sodelovanje pred 3 leti, je bil to poseben trenutek, ko nas je množica med parado navdušeno pozdravila.
Seveda so vedno bili neki manjši antisemitski napadi, vendar niso bili tako odmevni in tako nevarni kot tisto, kar se je zgodilo lani. Veste, potem, ko smo za 1 leto prenehali, ker smo se zaradi varnostnih razlogov in te povezave z gibanjem počutili ogrožene. In potem smo lani ponovno sodelovali z našo evropsko organizacijo na Roma Pride. In letos, veste, so organizatorji jasno pokazali ta premik. Ampak ljudje na splošno, veste, spreminjajo svoje razpoloženje do naše organizacije. Ampak ponovno, smo organizacija, ki se osredotoča na vprašanja antisemitizma in diskriminacije proti queer osebam, s katerimi se soočajo italijanski in evropski judovski queer ljudje. In veste, včasih sploh nimamo povezave z Izraelom. Nekateri naši člani sploh ne volijo v Izraelu. Mi niti ne moremo, veste, jaz nimam številke za Netanjahuja, tako da ga ne morem poklicati in mu reči, naj preneha. Torej, stvar je v tem, da je splošno stališče, ki ga ima queer gibanje trenutno, da bi morali zavzeti stališče. Ampak to je po definiciji IRA oblika antisemitizma. Če od judovske osebe zahtevaš, da zavzame stališče glede dejanj tuje države. Tako da je to nekoliko nesrečno. Ariela, najlepša hvala. Ariel Heller, predsednica Keshet Evropa. Hvala in želim vam vse najboljše v prihodnosti. Najlepša hvala, da ste nam dali prostor za to platformo. Zelo pomembno je, da se to sporočilo razširi po vsej celini, po Izraelu, povsod. Gre za vprašanje demokracije. Zato se vam še enkrat zahvaljujem za to. Primer, ki preganja Argentino že več kot desetletje, nekdanja tožilka Viviana Fain, je bila obtožena zaradi ravnanja v primeru umora Alberta Nismana leta 2015, preiskovalca napada na Amija. Tožilci pravijo, da ni ustrezno zavarovala kraja zločina in da je morda celo ogrozila ključne dokaze. Z nami je zdaj nekdanji voditelj in producent i24 News v angleščini Damien Počter. Najprej, Damien, tako lepo te je videti in zelo te pogrešamo. Toda, preden se lotimo te situacije, kaj pa ti? Imaš zelo osebno povezavo s tem primerom? Povej nam več. Seveda. Leta 2015 je tožilec Roberto Nisman vložil primer proti takratni predsednici Kristini Fernández de Kirchner. 4 dni potem, ko je vložil ta primer, so ga našli mrtvega v kopalnici njegovega stanovanja. In bil sem prvi novinar, ki je za to dejansko izvedel. In uporabil sem takratni Twitter, zdaj X, da sem o tem poročal. Bil sem prva oseba, ki je to izvedela. Tako sem uporabil X, da sem objavil, kaj se dogaja. Najprej sem tweetnil, da se nekaj dogaja v stanovanju tožilca. In potem sem potrdil, da je bil dejansko mrtev nad lužo krvi. Nekaj dni potem, skratka, je država začela pregon proti meni. In medtem, ko sem se srečal z enim od svojih virov, sva opazila osebo iz argentinske obveščevalne službe, kar mi je postalo jasno, da je argentinska država za menoj. Zato sem se odločil, da z vsem, kar sem imel takrat, kar je bil majhen nahrbtnik, vzamem svoje stvari in zapustim državo, ter se vrnem v Izrael, kjer sem preživel polovico svojega življenja. No, brez dvoma ste res temeljita novinarka in resnično cenimo vse delo, ki ste ga opravili pri i24 News English. Zdaj pa se pogovorimo o Vivian Fain. Zdaj je bila obtožena hujšega prikrivanja v zvezi s temi umori in naj bi domnevno dovolila ljudem, da so onesnažili kraj zločina. Ali vas to preseneča, morda tudi nekoliko potrjuje vaše domneve? Ne, sploh ne. Od začetka smo vedeli, da je bilo nekaj zelo čudnega v celotnem sodnem postopku in še posebej glede samega zločina in odkupnine. Veste, govorimo o desetinah ljudi v prvih urah, še preden je tožilka Viviana Fain prispela na kraj dogodka. Vstopili so v stanovanje. Dokumentirali smo vsaj več kot 20 ljudi znotraj stanovanja.
in še 30 v njegovi bližini. Torej ste imeli vsaj 50, morda celo več, ali pa še druge ljudi, ki jih še nismo evidentirali. Samo sprehajali so se po prostoru, naredili nered na kraju zločina, hodili po krvi in praktično vse kontaminirali. In zagotovo to zame ni bilo presenečenje, prav tako ne za večino argentinske družbe. Večina ljudi verjame, da je bilo to storjeno namenoma. Da bi tistim, ki preiskujejo, otežili dokazovanje, da je šlo skoraj za umor. Od začetka je vlada s svojimi mediji širila teorijo, pripoved, da si je tožilec Nisman vzel življenje. Tako je prizorišče zločina postalo zmedeno. In še danes je zelo težko zares priznati, kaj se je tam pravzaprav zgodilo, vendar so po mnenju argentinskih pravosodnih organov šlo za umor. In to je bilo precej jasno. Argentina je zdaj postala politično zelo drugačen kraj, kot je bila pred 10 leti. Vemo za predsednika Javierja Mileja, ki je znan kot ljubitelj Judov in poskuša spremeniti odnose. Obiskal je Izrael, prav tako pa je izvedel, da je bil njegov lastni dedek morda judovski rabin. Torej, mislite, da bo kdaj prišla pravica tako za žrtve Amija kot za Nismana? Sem zelo optimističen glede tega, kar ta vlada počne v tem primeru. Mislim, da je bilo veliko napredka. Verjamem, da lahko uskladitev Argentine, ZDA in Izraelom prinese nove priložnosti za napredek v primeru. In razlog za to je preprost. Argentina je bila prej usklajena prav z nasprotno stranjo, z Iranom, s tistimi, ki so izvedli bombni napad v Buenos Airesu. Z njimi so sklenili zavezništvo. Predsednica Fernández de Kirchner, ona je bila tista, ki je poslala memorandum o soglasju z Iranom, kar je bilo popolnoma šokantno. In Alberto Nisman je to dejansko uporabil kot dokaz, da razkrije prikrivanje, ki ga je izvajala administracija Fernández de Kirchner v korist Irancev za iranske usluge. Zato sem precej optimističen, vendar imam tudi slabe izkušnje na osebni ravni, tudi z argentinskim sistemom. Zato upam, da novi. Dokazi pridejo na dan morda v naslednjih mesecih, ne nujno strani Argentine, ampak strani tujih agencij ali tujih elementov, ki so povezani z Argentino. Nam je najlepša hvala, zelo lepo te je spet videti. Pazi nase in upam, da se kmalu vidimo v Izraelu. Ja, najlepša hvala. Je to ponovno dejanje izbrisa judovske zgodovine? Pred 100 leti je judovsko prebivalstvo v Belorusiji štelo do 1 milijon ljudi, od katerih je bilo med holokaustom iztrebljenih 90%. In nedavno upanje in dovoljenje za postavitev spomenika ter razširitev judovskega muzeja, ki bi ovekovečil žrtve, je bilo nenadoma uničeno. Z nami je zdaj Artur Livšic, predsednik Judovske verske zveze Belorusije, ki nam bo povedal več. Pozdravljeni in hvala, da ste se nam pridružili. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Torej, najprej razložite zgodovino Judov v Belorusiji. Kaj so prispevali k družbi skozi toliko stoletij? In vemo, kaj se je na koncu zgodilo po vsem tem? No, zgodovina Judov v Belorusiji, Belorusija je bila prav v središču območja naselitve in v mnogih mestih ter vaseh v Belorusiji je bila večina prebivalstva judovska. In Judje so precej pomembno vplivali na zgodovino Belorusije. In mnogi ustanovni očetje Izraela izvirajo iz Belorusije. Veliko znanih ljudi prihaja iz Belorusije. Tako je bila Belorusija nekoč pred holokaustom zelo intenzivna in razvita judovska skupnost. Nekateri izmed majhnih štetlov so bili pred holokaustom 95% judovski. Nažalost pa je holokaust skoraj v celoti izbrisal judovsko prebivalstvo. To
Torej, zdaj nam povejte, če se vrnemo v sodobni čas, delo iz ljubezni in upanja, ko ste lani dejansko počastili judovsko skupnost ter odobrili širitev judovskega muzeja v Novem Novogrudoku. Ste takrat občutili zadoščenje in priznanje? Opišite ta občutek. No, primer Novogrudoka je precej edinstven kraj v Belorusiji. Novogrudok je bil najbolj uspešen pobeg iz geta skozi tunel, ki so ga izkopali zaporniki novogručkega geta. In več kot 232 zapornikov geta je pobegnilo skozi tunel. Niso vsi preživeli, vendar jih je veliko preživelo, več kot 100. Tunel je bil dolg 200 metrov. Pred več kot letom dni smo v judovski skupnosti in judovski verski zvezi sklenili, da je v Belorusiji prostor za muzej holokausta. In odločili smo se, da ponudimo Novogrudok kot ta kraj, saj poznamo zgodovino, poznamo neverjeten in edinstven pobeg. In skupaj z drugo veliko dobrodelno fundacijo, imenovano Mir, smo podpisali sporazum z občino Novogrudok, da zgradimo, odpremo muzej holokausta. Pravzaprav ne samo muzej holokausta, ampak muzej holokausta in judovskega odpora v Novogrudoku, ki temelji na že obstoječem muzeju judovskega odpora v Novogrudoku, ki v mestu deluje že od leta 2007. In leta 2025 smo se odločili razširiti razstavo, da bi dejansko razširili zgodbo in postavili Novogrudok na zemljevid kot muzej holokausta in judovskega odpora in podpisali smo ustrezni dogovor. Organizirali smo mednarodni simpozij s strokovnjaki za holokaust z vsega sveta, iz ZDA, Združenega kraljestva, Kanade, Izraela, Rusije, Belorusije. Imeli smo ljudi, kot sta Martin Din in Joana Mihlič, ter druge, ki so sodelovali na simpoziju, na konferenci, in ustanovili smo svetovalni svet. Podpisali smo memorandum za naslednjih 5 let, da bi imeli načrt za izgradnjo tega muzeja. Občina je prijazno pristala, da zagotovi stavbe nekdanje vojašnice, kjer so ostali na območju nekdanjega geta, stavbe barak, kjer so živeli zaporniki, in druge stavbe na tem območju. In iskali smo tudi načine, kako pritegniti vlagatelje in donatorje, da bi podprli naš projekt. Artur, počakaj, Artur, oprosti, da te prekinjam. Moramo nadaljevati, ker nam res zmanjkuje časa. Ampak želim, da nam razložiš, kot veš, čim bolj jedrnato. Veš, vemo, da so ti spodmaknili tla pod nogami. Brez opozorila, kaj se je zgodilo, nenadna dražba in prodaja lokacije judovskega geta zasebnemu kupcu. Kaj se je zgodilo in kakšna pravna sredstva lahko uporabiš, če sploh kakšna? Oprosti, ker sem zelo čustven. Ne, zelo čustveno je. Ni se ti treba opravičevati, seveda. Zelo zanimivo je. Ja, ker veš, mi smo naslednja generacija. Mi smo nosilci te dediščine in zgodovine. Dejansko so bile stavbe na območju nekdanjega geta prodane zasebniku. Mi kot skupnost, kot judovska verska skupnost, o tej prodaji nismo vedeli ničesar. Prodane so bile podjetju in zasebniku, ki že ima ne muzeja, ampak bolj tematski park, ki ni daleč od prestolnice. Kar dober tematski park, veste, ki pripoveduje zgodovino Belorusije skozi izkušnje emirja. Ampak bili smo zelo zaskrbljeni. Najprej zato, ker so bile dejanske stavbe in dediščinske stavbe, v katerih je bil muzej, prodane zasebni osebi, kar nam ne daje nobenega zagotovila za prihodnost muzeja. In potem se je začel pogovor o tem, da bi stavbo spremenili v imerzivno izkušnjo geta, kjer bi ljudje doživljali, kako težko in strašljivo je bilo za zapornike geta, z bodečo žico, stolpi, lutkami, oblečenimi v nacistične vojake. Vse, kar je povezano z holokaustom, je treba graditi zelo občutljivo in v sodelovanju z judovsko skupnostjo, z širšo javnostjo, z potomci preživelih, z strokovnjaki, z muzeji.
In spet naša skrb je, da je to muzej v zasebni lasti. Mislim, najprej nikjer na svetu še nisem slišal za holokaustni muzej v zasebni lasti. In potem spet samo država lahko zagotovi, da bo muzej v prihodnosti ohranil svoj namen, bil odprt za javnost in ne bo spremenil koncepta. No, to je res izjemno in čudovito je, da resnično nadaljujete zapuščino tistih, ki so preživeli in tistih, ki so izgubili življenje. Torej, Artur Lipšic, najlepša hvala za vaš čas in podpiramo vas pri prizadevanjih za pravičnost. Hvala. Hvala. Morda se sliši kot oksimoron. Košer, hrana in vrhunska kulinarika običajno ne gresta z roko v roki. A zdaj izraelski kuhar spreminja pravila igre in si je prislužil Michelinovo zvezdico. Zaželeno priznanje, ki ga že več kot stoletje podeljujejo vrhunskim restavracijam. Izraelski kuhar, ki živi v Miamiju, Ras Šapčaj, ki ga lahko vidite na zaslonu, po prejemu dobrih novic piše zgodovino, saj je njegova restavracija Mutrah prva košer restavracija, ki je prejela to prestižno oceno. In zdaj se nam iz Miamija pridružuje Ras Šapčaj. Iskrene čestitke. Živijo, dobro jutro, kako ste? Odlično. Kakšen je občutek, mislim, še posebej v tem času, ko so restavracije in ljudje po vsem svetu napadeni, to mora res biti čudovit občutek za vas. To je neverjeten občutek. To je občutek spoštovanja, časti. To je občutek, za katerega bi rad rekel, da bi ga moral vsakdo občutiti. In to je nekaj, kar nosim v srcu kot svoje poslanstvo. Najprej želim svetu pokazati, da nismo drugačni, veste, da smo enaki. Imamo čudovito kulinariko, imamo neverjetno dediščino. In v tistih dneh sem želel ljudem pokazati, da imamo v življenju nekaj čudovitih svetlih točk, veste. Ja, povejte nam malo o svojem ozadju. Vem, da ste odraščali v Jeruzalemu, začeli ste z umivanjem posode pri 13 letih. Ste bili nekako pomočnica kuharja pri svoji Safti. Zdi se, da imata zelo poseben odnos. Vas je navdihnila? Da. Safta, moja Safta Muha bo zavedno moj največji kuharski vzornik, od katerega se bom učil in ga cenil. Začel sem kot pomivalec posode. Da, sem iz Jeruzalema. Veliko prelomnic v mojem življenju in potem sem pristal tukaj, v Miamiju. Začel sem kot pomivalec posode, ker verjamem, da moraš, če želiš nekaj zgraditi, začeti na dnu. Takrat sem vedno razumel svoje pomočnike v strežbi, kuharje, pomivalce posode. Poslušajte, to so ljudje, ki izjemno trdo delajo. In najlepša stvar pri Mutri je, da niso moji zaposleni, niso moje osebje, so moja družina. In vsakič, ko pridem v restavracijo, imam obred. Objamemo se, se imamo radi in cenimo drug drugega. In tako bi morale restavracije delovati. Zakaj? Zato, ker ko strežeš hrano, hrana vsebuje toliko energije v sebi. In to energijo daješ ljudem. In zame je ena najpomembnejših stvari ta, da želim, da se ljudje počutijo srečne, ko pridejo opravljati službo v Mutro, ko pridejo na delo. In to je nekaj, česar me je najbolj naučila moja babica. Rekla mi je, poslušaj, nikoli ne pozabi, ugled je boljši kot katerokoli bogastvo na svetu. Bodi ponižen, bodi dober človek in rad bi verjel, da to pomaga. Ona je zagotovo modra ženska. Zakaj torej košer? Mislim, ti da delaš kul. Vem, kot si rekla, je odprta kuhinja in vse to. Zakaj je bilo to pomembno? Sama nisi ortodoksna. Zakaj torej širiš glas o tem in pripravljaš polne krožnike, v katerih lahko vsi uživajo? Ampak ena izmed najbolj zanimivih in pomembnih stvari, veš, bom za trenutek povezal z Michelinovo zvezdico. Ena od stvari, ki želi Michelin pokazati, ko podeljuje zvezdico, je značaj kuharja. Pustimo ob strani dejstvo, da obvladaš svojo obrt, kakovost sestavin in tehniko, ki jo uporabljaš. A ena najlepših stvari je zgodba, ki jo je kuhar poskušal povedati, ko je sestavljal meni. Iskal sem samega sebe, ko sem bil tukaj. Bil sem tukaj sam. In ko si sam, je včasih zelo lahko pozabiti, kdo si in odkot prihajaš. In nisem bil srečen. Bila je ena ženska, trenutek v mojem življenju, ko sem se nekega dne preprosto zbudil in rekel, hej, kdo si? Veš, ne obnašaš se kot pravi Jud, ne obnašaš se kot Izraelec, živiš v Združenih državah. In potem me je prešinilo. Torej, ko me ljudje vprašajo, zakaj jem po košer pravilih,
je odgovor zelo preprost. To sem jaz. To je moja zgodba, to je moja zapuščina, to je moja vera. To je moja dediščina in to je tisto, kar mi je skuhala moja babica. Ni mi kuhala nečesa, kar ni bilo košer. Da lahko povem to zgodbo, moram biti zvest sebi in Bogu. In na koncu dneva moramo jaz, moj čudovit, neverjeten partner Mihael, moj menedžer Noe, razumeti eno stvar. Bog nam je dal to priložnost in tega nočem pozabiti, veš. Samo nekaj ti želim pokazati. Dobili smo jo včeraj. O, poglej to, to je tako kul. Wow, ja, smelja se ti z neba. Hvala. In resnično bi ga rad posvetil. Vem, da nimaš časa, ampak ga želim posvetiti našim čudovitim ljudem. Želim ga posvetiti vsakemu izmed nas. In najbolj sem ga želel posvetiti ljudem, ki mislijo, da niso sposobni, ker jim je družba rekla, da niso dovolj dobri. Ne, vi ste dobri. In ustrajaj, ter ignoriraj tiste ljudi, ki ne verjamejo vate. To ti bo prineslo to. Wow. Uspelo mi je. Tako čustveno, še enkrat hvala. In hvala vsem, ker ste gledali Jewish World Weekly. Danes smo za vas pripravili zelo bogato oddajo. Želim vam lep preostanek tedna in se vidimo tukaj spet naslednji teden.